Pozdravljeni! Pred nami je velika nagrada Nemčije. In žal, kot kaže, bo to tudi ena izmed zadnjih izdaj za nekaj časa, kajti finančne težave organizatorjev zgleda, da so prehude in v naslednji sezoni velike nagrade Nemčije v koledarju dirk Formule 1 več ne bo. Škoda, kajti prvič so tu priredili dirko za veliko nagrado že leta 1926. V tistem temačnem obdobju pred drugo svetovno vojno so jih priredili kar nekaj in tudi v sodobni Formule 1, tej po letu 1950, so bili zmeraj večinoma prisotni na dirkah za Formulo 1. Poznamo 3 znamenite proge, kjer so prirejali veliko nagrado Nemčije. Nürburgring, Hockenheimring pa Aarhus. Aarhus je malo manj znana proga, a je čista norost. Kajti gre za avtocesto, katero so spojili na začetku in koncu z ovinki, kateri so imeli velik naklon in tam tako dirkali po tistih dolgih ravninah. Po eni strani so šli gor, po drugi dol. Leta 1959 so tu priredili dirko za svetovno prvenstvo Formule 1 in slavil je Ferrari s kar trojno zmago, ko je zmagal Tony Brooks pred Danom Gurneyjem pa Philom Hillom. Meni osebno od vseh velikih nagrad Nemčije je najbolj zanimiva tista iz leta 1968 na Nürburgringu, še tistem starem, klasičnem, zelenem peklu, kjer je imel krog 22,8 km, da se razumemo, kjer je slavil Jackie Stewart. Bil je deževen vikend, zelo meglen vikend, megla je bila taka, da se praktično ni videlo kmalu, kdo vozi pred teboj, oblaki teh kapljic dežja, ki so ga dvignili bolidi pred drugimi. In Jackie Stewart je kljub zlomljenemu zapestju zmagal to dirko z več kot 4 minutami prednosti. Toliko o tistih, ki govorijo, kako so v starih časih bili bistveno bolj skupaj bolidi in so se borili platišče od platišča do zadnjega ovinka. Ne smemo pozabiti, da je tu imel tisto hudo nesrečo tudi pokojni Niki Lauda, a o tem bojo verjetno drugi več povedali. Pojdimo raje na današnji čas, na Hockenheimring, na progo, ki nas čaka in na to dirko, kaj lahko pričakujemo. Prvič, kolikor pogledamo te vrednosti, ki nam jih je podal Pirelli, bomo videli, da so te nekje med tistima skrajnima vrednostima od velike nagrade Velike Britanije pa velike nagrade Avstrije. In tudi, če pogledamo, kako je bilo razmerje moči na lanski dirki, vidimo, da so bili tako pri Ferrariju kot pri Mercedesu rahlo bolj izenačeni, kot bi lahko pričakovali glede na druge proge. Kar je seveda izjemno zanimivo in izjemen dober obet za dirko. Letos imamo eno DRS-cono manj od tiste, kar smo videli lani, in vidimo tudi na posnetkih, da so popravili in dodali kar nekaj robnikov na progi, kar bo seveda nekako olajšalo hitro vožnjo, po drugi strani bojo pa lahko tudi vozniki kaj več polomili na tistih svojih sprednjih stabilizatorjih na svojih bolidih. Vremenska napoved je zelo zanimiva tudi, kajti bo izjemno vroče po napovedi z veliko možnostjo vročinskih neviht. Nevihta ob pravem trenutku zna se spet poživeti dirko, kar seveda mi navdušenci in navijači komaj pričakujemo. Ob robu pa še nekaj, kar bo seveda zanimivo, in to je tista 125. obletnica delovanja Mercedesa v motošportu. Poleg tega mnogi pozabljajo, da bo to tudi 200. dirka za Mercedes kot konstruktor v Formuli 1. Za to dirko so se posebej pripravili pri Mercedesu, bolidi bojo obarvani nekoliko drugače, namreč tradicionalno je nacionalna barva Nemčije bela in bolid bo na sprednjem koncu bel, nato se bo proti zadnjemu delu ta barva navidezno trgala, luščila, tako da se bo videlo tisto srebro od spodaj, kajti ime srebrne puščice izhaja iz tega, kot naj bi bili nekoč pretežki in so čez noč strgali tisto belo barvo dol z bolidov, dokjer se ni videlo golega aluminija. Sicer to je lahko legenda, to je lahko tudi novinarska pogrutavščina, a taka je zgodba. Vsekakor, glede na razmere, ki smo jih videli na progi in na tistem, kaj lahko pričakujemo, bi bilo izjemno zanimivo, da bi lahko tako Ferrari kot Red Bull vzeli skalp Mercedesu prav na tej dirki, na njihovi drugi domači dirki, kajti njihov sedež je v Angliji, in na to pomembno obletnico 125 let delovanja v motošportu in 200. dirki v Formuli 1.
Dosti motivacij, dosti bolj poglobljenih takih argumentov, katerih bom bolj tehnično se lotil v naslednjih prispevkih. Seveda, kvalifikacije in dirke bojo v živo, tako kot prejšnje dirke na Facebook kanalu, vabljeni, da se pridružite. Jutri bom pa šel malo s tistimi razmerami pred kvalifikacijami, kaj lahko pričakujemo in zadnjimi tehničnimi novitetami z področja Formule 1, ki jih bomo videli na prostih treningih. Hvala za vašo pozornost, pa nasvidenje.